Kako se gluhi sporazumevajo? Kako se zjutraj prebudijo? Kje se šolajo in zaposlujejo? Kako telefonirajo? Na ta in še na mnoga druga vprašanja odgovarja projekt Posluh v izvedbi kulturnega društva Mladinski center Indianes v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor. V letošnjem letu bodo izvedli 400 ur delavnic po mariborskih in okoliških srednjih šolah. Kot prvo so obiskali drugo gimnazijo v Mariboru. Samo Žiga ne sme videti? Ne, Žiga ne sme videti. Predstavljaj si, da sta dobra prijatelja in bi mu ti tole zaupal. Aha, srečal si blondno dekle na zabavi. Okej. Zdaj še samo ena beseda manjka, samo ena beseda. Ja, daj prste, on ne vidi, če bo videl prste, mogoče bo vedel. Včeraj. Torej, ideja za program Posluh je nastala že pred nekaj časa in sicer v našem društvu, kulturnem društvu Mladinski center Indianes, je med člani tudi nekaj gluhih oziroma naglušnih. In tako smo nekako prišli na idejo programa Posluh, katerega namen je, da vključuje vsakodnevno kulturno dogajanje v mestu tudi gluhe in naglušne in pa da osveščamo slišeče o problemih, s katerimi se gluhi vsakodnevno soočajo. Včeraj sem se v tečaj znakovnega jezika in takrat večkrat slišala, s kakšnimi težavami in ovirami se gluhi in naglušni srečujejo. Pri vključevanju v slišečo družbo, pri iskanju zaposlitve, nenazadnje pri samem pridobivanju izobrazbe. Ta namen bi vam lahko tudi predstavili, kako deluje videotelefonija. Organizacija Indianes so me povabili, da bi sodeloval v tem projektu. Ko sem izvedel, zakaj gre, sem seveda to z veseljem sprejel, kajti želim pomagati, želim sodelovati v takšnih stvarih, želim pokazati tudi svoje življenjske izkušnje. Zelo vesel sem, da so me povabili v ta projekt. Odprto z 3G signalom in ga lahko v bistvu vsak uporabnik, ki ima na telefonu obojestransko kamero. Tako. Če pa je brez tega signala 3G, pa tale UMTS, kot oni reče, UMTS, ne dela. Danes smo tukaj prvič, torej ta projekt je danes prvič izpeljan, da smo tem dijakom iz druge gimnazije, prvega letnika druge gimnazije, pokazali našo gluhoto. Moja naloga je bila povedati mojo življenjsko zgodbo, kako sem jaz praktično odraščal za to gluhoto, kako so v bistvu starši kome ugotovili, kako oziroma odkdaj sem gluh, kako sem se šolal različno med gluhimi, med slišečimi. To je bila moja zgodba in zraven smo povedali tudi svoje mnenje. Mi imamo doma veliko kmetijo, starši imajo veliko kmetijo in oni so, zelo hrupno je bilo pri nas, tudi radio je bil zmeraj prižgan, glasba je bila zmeraj prižgana in njim je bilo čudno, da ta otrok nikoli ne reagira na hrup. Jaz imam tudi brate in sestre in videli so to razliko, da so se brati in sestre zmeraj igrali, zmeraj so bili živahni, jaz sem bil pa miren. Zdi se nam, da ta osebna izkušnja je najboljša za predstavitev problemov, načina življenja, kulture, da oni sami povejo, s čim se soočajo že od rojstva. Težko je nam slišečim govoriti o težavah, s katerimi se oni soočajo. Zato smo povabili gluhe in naglušne mlade sami, da sami predstavijo svoje izkušnje. Jaz sem majhen otrok in ne znam zavezati vezalk. Ne znam. Pa mi naj lepo prosim nekdo pove z besedami, kako naj zavežem vezalke. Tako, delamo z rokami, tudi otroku pokažemo z rokami. Danes smo imeli na drugi gimnaziji predstavitev in sicer, zakaj je to tako pomembno za nas gluhe. Kajti slišeči ne vedo, kaj pomeni biti gluh. Naučili smo jih v tej predstavitvi
kretanja oziroma naučili smo, kaj pomeni znakovni jezik. Gluhe osebe, razložili smo, kako poteka naše življenje, kako študiramo, kako hodimo v šolo, kako uporabljamo tolmače, najrazličnejše stvari, tako da je slišečim lahko malo bolj jasno, kakšno je naše življenje. Tako, ne samo prilagojeno, uporablja se v bistvu kretanje z eno roko, v bistvu samo, kad v drugi roki držijo telefon. Osebno ne poznam nobene naglušne osebe, tudi gluhe ne. Danes sem zvedla dosti novega, v bistvu to, da se gluhi srečujejo s težavami pa problemi v vsakdanjiku, to se mi je tako bilo jasno. Ampak pač, da je toliko teh različnih kretenj, pa predstavljam si to zelo komplicirano, ne? Da to bereš. Luka, odlično, bravo. En aplauz za Luka, no? Znači pa v osnovni šoli smo pač uporabljali to z dvoročno abecedo. To tudi znam koliko toliko. Ampak jaz sem mislila, da gluhi se tudi samo s to dvoročno sporazumevajo. Da pa imajo potem še enoročno abecedo, to pa nisem vedela. Ja. Dlan naj bo obrnjena proti Žigi in Silvo. B. Ja. Prste skupaj, tako ja. Aha, ne zdaj že pri C. Ok, C. C. Č, enako kot C, samo zamigajte ga, to je Č. Lahko... Z gluhimi kretam oziroma komuniciram v znakovnem jeziku, z slišečimi pa seveda zraven govorim oziroma uporabljam govorni jezik. Seveda uporabljam tudi svojo obrazno mimiko, telesno mimiko, da me lažje razumejo. Kadar me ljudje poznajo, itak ni problem, kadar me pa ljudje ne poznajo, potem pa se seveda še toliko bolj trudim, da dosti bolj razločno govorim in pomagam z obrazno in telesno mimiko. Ogromno ljudje, ki se res potrudi, kadar vidijo, da imajo opravka z naglušno osebo, ogromno ljudi pa je, ki enostavno rečejo, nimam časa in pretežko mi je to vse skupaj se truditi komunicirati s teboj, tako da ljudje so različni. Nekateri ja, tisti, ki z mano komunicirajo, seveda spodbujajo moje življenje in tudi jaz spodbujam njihovo življenje. Tako nastanemo prijatelji. Oziroma Žigi, super, E. V. Spili prsti skupaj. Torej, z znakovnim jezikom samim sem se spoznala pred približno 4 leti, ko sem se vključila v tečaj slovenskega znakovnega jezika v društvu v Mariboru. Takrat sem se pričela učiti znakovni jezik in sem končala 3 stopnje. Kaj smo še? R. S. Š dobi kljubico. Ja. T, pa mi prej pokazal Žiga. Bravo, bravo. Moja odločitev je bila povezana z mojim študijem. Študiram razredni pouk, ki ga tudi sedaj končujem. Prav zaradi tega sem se odločila, ker bi lahko morebiti kdaj pa to potrebovala v samem razredu. Zna se zgoditi, da bodo starši kakšnega otroka vključili tudi v redno osnovno šolo, morebiti pa celo v prihodnosti nekoč nekdaj se mi uresniči in tudi sama poučujem v ustanovi, ki je namenjena gluhim in naglušnim. Že narišemo z 2 prstoma. Oziroma napišemo tako. Kaj pa še tuje črke? Ja. Potem še imamo dvojni V. Izredno težek, vsaj meni, no, ker mi je videla še vse druge prste. Ja. Torej, moje prejšnjo vedenje je bilo čisto drugačno, kot pa sem sedaj spoznala, kaj v bistvu so gluhi, kaj oni potrebujejo. Mogoče so me najbolj presenetile te prepreke. Nisem si mislila, da imajo takšne težave pri izobraževanju. Mogoče pri vsakdanjih stvareh, kako si urediti osebno izkaznico, kako pridobiti različne papirje. Nisem si mislila, da je to lahko tako zapleteno.
Samo malo pazi pri A, veš, da ni E. A, ja. Katarina, odlično. Moji sorodniki in vsa družina je slišeča, jaz sem edini, ki sem gluh. Seveda komuniciramo čisto normalno. Moja mama se veliko uči, jaz jo učim ogromno znakovnega jezika, da je najina komunikacija temu primerno boljša. Njej je popolnoma jasno vse v najini komunikaciji. Razen tega treniram v rokometu, ampak to smo že toliko let v bistvu prijatelji, od malega naprej, od 8 let že nekje treniram z njimi in tako da oni poznajo v bistvu moj način komunikacije, jaz pa njihov, tako da v bistvu tukaj ni nobenih težav. Kar se pa tiče študija, pa je v bistvu seveda komunikacija temu primerno bolj otežena. Tako da uporabljam potem tolmača in pa prostovoljnega zapisnikarja, ki mi lahko tukaj pomaga. Ampak v prihodnosti se bom potrudil, ne bom zaradi tega klonil in pozitivno grem naprej. Pravi, ob 3 konča in se vidita potem. Boste malo pokazala? Tako nekaj skajpa. Program bo trajal celo leto 2014, oziroma v letu Evropske prestolnice mladih, Maribor 2014. Naša želja je vsekakor tudi, da še kasneje v tem letu. Dijaki in študenti imajo pravico do 100 ur tolmačenja, ostale gluhe osebe pa 30 ur. Naša želja je vse srednje šole v Mariboru in pa v Slovenski Bistrici ter pa na Ptuju. Soimenjaka, tako.